Pozdrav, naporen dan je za vami. Upam, da vas ne bom do konca deprimiral z tem, kar vam bom povedal. Poskušal bom v bistvu na nek način zaokrožiti to, kar ste slišali, v bistvu nek naš pogled na same spremembe, ki jih prinaša evropska kmetijska politika. Pri tej predstavitvi so mi pomagali tudi kolegi in kolegice iz naše katedre in je pa to del, bom rekel, raziskovalnega projekta, ki ga delamo za Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki se v tej priliki tudi zahvaljujemo, ker nas podpira pri teh stvareh. Zdaj, kakšno je mnenje nekoga, ki spremlja to zdaj že 30 let, kaj prenaša sporočilo Evropske komisije? Ne bom ponavljal, trikrat ste že vse slišali, vsem je že vse jasno, v bistvu je pa, jaz mislim, da je treba priti do konca, kaj vse skupaj to pomeni, vsaj v tem trenutku. In jasno je, da v bistvu noben ne postavlja pod vprašanje koncepta skupne kmetijske politike. Ne razdelitev v dva stebra, ne v razvoj podeželja, v bistvu niti ne v ukrepe. Jaz celo mislim, da bo Evropska komisija, ko prišla s predlogom ukrepov, pa je tam okoli 10. maja, da bo postavila v bistvu isto politiko v pravnem smislu, kot jo imamo sedaj. Cilji enaki, podobni, nekoliko drugače zapisani. Zdaj pa kaj pa je drugače? Drugače je pa v bistvu to, da kmetijstvo spreminja svojega naslovnika. 40 let nazaj se je evropska kmetijska politika predvsem ukvarjala z posledicami svojega delovanja in seveda razmer na trgu, potem mednarodni trg, potem širitve, potem je prišlo okolje zraven in tako naprej, ampak danes je v bistvu ključna zgodba ta, da postaja kmetijska politika vse manj kmetijska politika, torej kmetijska politika naslavlja družbene cilje. Kaj to pomeni? V bistvu, ker drugih politik ni tako močno zastopanih na podeželju, v prostoru, pri rabi kmetijskih in gozdnih zemljišč, enostavno se zdaj kmetijstvu nalagajo novi cilji. To že poznate, to je v bistvu v naših krogih pogosto postavljeno vprašaj, zakaj ima kmetijstvo to nalogo, to naj delajo okoljska ministrstva, socialna in tako naprej, ampak v bistvu od zadaj ne gre samo za to, to je v bistvu ena od zadnjih priložnosti, da se tak obseg sredstev sploh ohrani. To je po eni strani, po drugi strani pa treba biti pošten, kmetijstvo ima tako pomembno vlogo v družbi, za zagotovitev hrane, za zagotovitev bom rekel, tudi neke podeželske infrastrukture, da imajo prebivalci od tega nekaj, da v bistvu na ta način opravičuje ta sredstva. Zdaj seveda je pa kmetijska politika ugotovila, da je Evropa tako različna, da tega več ne more z enotnim modelom. Torej na enoten način ne more reševati razvito nizozemsko kmetijstvo, bom rekel srednje razvito avstrijsko, pa naše, pa manj razvito bolgarsko in tako naprej. V bistvu je vsaka kmetijstvo svoja zgodba, zato so se odločili tudi zato, da dobijo sredstva, da praktično na vse kritike, ki so bile dane strani kmetov, strani okoljskih organizacij, družbe kot taka, da reče, ok, zdaj boste pa vi odločali o kmetijski politiki in zdaj imamo v bistvu vse države članice nalogo, da po novi reformi bomo morali v bistvu sami strateško načrtovati. To ni čisto novo, to smo delali že pri razvoju podeželja, ampak v bistvu za vso politiko, tudi za neposredna plačila, ki do zdaj v bistvu niso imela nekega, bom rekel, strateškega, ali bil pa zelo zavit v meglo, v neke tako splošne cilje. Zdaj bomo morali v bistvu to izvajati, ob tem pa v bistvu še nekaj več. Torej, začeti bomo morali tudi zato, ker javna sredstva kmetijstvo dobi, ob tem uresničevati tudi določene cilje, predvsem zagotavljati, uresničevati izzive, ki jih posamezna družba ima. Če je temu tako, je to v bistvu edina resna sprememba.
In jaz mislim, da se moramo nehati zdaj ukvarjati s tem, kako bomo na sporočilo odgovarjali tako drugače, neke nijanse iskali. Jasno, da moramo to delati, slediti, pogajati, svoje sporočila dajati, ampak vse to je obrobno, glede na to, kar je najpomembnejše. Najpomembnejše je, kajti ta strateški model je bolj ali manj sprejet, če pogledate Evropski parlament, če pogledate svet ministrov, jaz sem si namenoma šel pogledati njihove razprave, to je zdaj vse na internetu dostopno. V bistvu dvomljivcev v to več ni, ker vsi vejo, zakaj gre. Torej, če je temu tako, potem se mi moramo zdaj vrniti k sebi, pa to ste danes že večkrat slišali, tako da nič novega, vem samo, da slišite še z mojih ust. Torej, začeti se moramo pogovarjati o tem, kaj mi hočemo, kaj bi mi radi dosegli, s čim se mi moramo ukvarjati in kaj hočemo v bistvu pri tem narediti. Torej, delati politiko na nek drugačen način. In to ni zgolj zaradi tega, ker so se v Bruslju tako odločili. Jaz mislim, da imamo mi sami dovolj težav za svojo kmetijsko politiko, nihče ni v bistvu zadovoljen, ne kmetije, ne administracija, ne predstavniki okolja in tako naprej, da v bistvu moramo dvigniti učinkovito sedanjega modela politike. Zdaj, jaz sem se zdaj odločil, da v bistvu danes naredim tako eno mehko provokacijo, tako kot ste vajeni z moje strani. Zelo preprosto vprašanje, dobiti odgovore na vprašanje, kakšno kmetijsko politiko sploh imamo. Torej, koliko je strateško naravnana, ali vemo, kaj hočemo doseči, ali te rezultate tudi iščemo. To je prvo in drugo, kako uresničujemo zastavljene cilje in predvsem, da smo seveda državotvorni in jasno, sama kritika sama po sebi je brezvezna, dejansko vsi smo na isti ladji, moramo pač premikati stvari naprej, predvsem je vprašanje, kako naprej in kako smo to izpeljali. Šli smo v bistvu poskušati oceniti, ovrednotiti sedanjo kmetijsko politiko, kar je v bistvu osnova za strateško načrtovanje. To je seveda zelo zahtevno vprašanje, zahteva precej, bom rekel, dobre vole in znanja, kajti v kmetijski politiki se ponavadi tako pogovarjamo, ok, kaj meni ni všeč, pa jaz bi rad to, pa vse je narobe, pa recimo zelo spoštujem mlade, ampak ste videli zven, ki je šel, iz tega pa upravičeno, ni treba zdaj to postavljati po vprašanju. Torej, kakšno kmetijsko politiko imamo? In najprej se seveda potrebno vprašati, kaj je to strateškost politike, kaj je naloga države pri razdelitvi javnih sredstev, ki jih pač preko davkov pobere, tudi vsakmu kmetu, vsakmu potrošniku, vse plače so obremenjene, pač denar se pobere zato, da bi nekaj dosegli. Torej, najprej se moramo vprašati, kaj je to strateškost politike. In seveda jasno je, da strateškost pomeni v bistvu strateško načrtovanje, torej da načrtujemo svoje ravnanje kot država, pač vsi deležniki plus seveda vladni organi in da je to v bistvu kakorkoli obračamo. Lahko reči, to je seveda profesor, lahko tako govoriš, mi živimo od tega, ampak če hočete realno gledati, če hočemo nekaj doseči, moramo vedeti, kam bomo prišli, pa kaj hočemo doseči, pa kakšni so v bistvu zastavljeni vprašanja in s katerimi cilji to dosežemo. Torej, strateškost je naravnana na razumevanje zelo jasnih opredelitev potreb. Potrebe so zdaj, to je zelo splošen termin, v bistvu je pa zelo enostavno. Kaj z malim kmetom, kaj z vprašanjem varstva narave, ali bomo povečali proizvodno, ali bomo ekstenzivirali. Torej, zelo konkretna kmetijska vprašanja, tudi tega, kakšen dohodek na kmetije dosegajo in tako naprej. Torej, na podlagi potreb, ki morajo biti pa zelo jasno postavljena, tako jasno, da lahko iz teh potreb v bistvu razvijemo cilje, da rečemo, ok, v slovensko kmetijstvo mora povečati proizvodno, ne vem, za toliko odstotkov ali dohodkovni položaj tega sloja kmetov se mora toliko povečati, malih kmetov, velikih komercialnih tok, tržnih verig, tako naprej. In potem seveda taka strateškost tudi pomeni, da tem ciljem, ki jih postavljamo,
da njih naslovimo z tudi zelo jasnimi ukrepi. Torej, navodili, aktivnostmi, ki nam pomagajo dosegati te cilje. Torej, vse to skupaj, potrebe, cilji, ukrepi, ne? Torej potrebe, kje smo, cilji, kam bi želeli priti in ukrepi pot do teh ciljev, to mora biti jasno izpeljano in temu rečemo strokovno besedo intervencijska logika. Da bi to lahko vzpostavili, rabimo zelo jasno spremljanje, podatke o vseh vprašanjih, od cen, dohodkov, proizvodne, okoljskih vprašanj, socialnih vprašanj in seveda rabimo to spremljati in meriti doseženo. In obenem to, kar smo zdaj mi počeli, poskušati tudi ovrednotiti, ali so cilji doseženi, ali cilji niso doseženi, kaj je potrebno popraviti in kaj ne. Torej vse to je v bistvu strateško. Zdaj, mi smo se pri naši analizi potem poskušali ugotavljati, koliko je ta strateškost, to strateško načrtovanje prisotno v slovenski kmetijski politiki in seveda je. Boste videli ogromno dvomov, ampak mi imamo dokumente, kot je resolucija Zagotovimo si hrano, imamo področno zakonodajo, imamo program Razvoj podeželja, torej, da bi zdaj kar vse bilo prazno in črno, seveda ni. Kar nekaj je teh dokumentov in seveda vprašanje je, kako v teh dokumentih, kjer so zapisani cilji in postavljeni ukrepi, kako uspešno kmetijska politika uresničuje zastavljene cilje. Če vas zdaj vprašam, kaj je ključen cilj slovenske kmetijske politike, je jasno, vsi govorimo o prehranski varnosti. Torej, poglejmo zdaj, koliko smo uspešni pri tem. In seveda, kako smo dobri pri tem strateškem načrtovanju. Torej, koliko vemo, kaj hočemo doseči, ali imamo jasne cilje in tudi, ali smo izbrali ukrepe, ki najbolj pripeljajo do zastavljenih ciljev. No in potem smo šli to početi, za to naše obdobje, pregledali vse ukrepe, vse dokumente, z osnovnim namenom, ne zdaj, da bi, bom rekel, 3 mesece pred volitvami sedanji vladi dali neko oceno, ker to nobenega ne zanima in to v moderni politiki tako ali tako ni več pomembno, kaj človek naredi, ampak kako ga javnost pa socialni mediji ocenjujejo. To smo delali zgolj zaradi tega, da bi mi kot raziskovalna sfera plus z vsemi deležniki pomagali nam, vsem skupaj, da bomo res lahko to naredili, kar smo rekli, da bomo začeli strateško načrtovati. Torej, kaj smo naredili? Prvič smo zajeli v analizo vse ukrepe kmetijske politike, tega še v Sloveniji ni bilo delano, da na te misli, tudi v Evropi se tega ne dela. Torej, to ni zdaj, vsi rezultati ne bodo zdaj kazali, da smo mi nek problem. Vsi so približno, ali pa vsi smo na približno enakem. Potem osnova smo imeli eno metodologijo, ki je bila postavljena za presojo skupne kmetijske politike na ravni Evropske unije, v projektu, v katerem smo sodelovali. In kako smo to počeli? Zelo veliko se pogovarjali, naredili delavnice, ki so bile zelo, bom rekel, interaktivne, vključili smo državne uradnike, predstavnike zbornice, ampak to je zdaj v tej fazi, ko v bistvu pridemo do nekega osnutka, zdaj bi pa kazalo in zato sem v bistvu izkoristil to priložnost, da predstavimo, da boste zmetali poleg mene vse paradajze, pa gnila jajca in tako naprej. Se nekaj ljudi je že odšlo, se misli, da pač spet nekaj razlaga, ampak hočem to povedati, poskušamo biti najbolj odprti, kar se da in prenesti informacijo o dejanski politiki, tako kot jo soglasno večina ljudi, ki se s tem ukvarja, na nek način določa. Zdaj, evalvacijska vprašanja je sploh, kaj so cilji kmetijske politike. Imamo tiste 4 temelje, ki so v zakonu o kmetijstvu pa v resoluciji, ampak to ni dovolj za strateško delovanje, rabite še operativne cilje, specifične cilje in tako naprej. Kateri ukrepi opredeljuje, prvo vprašanje, potem kakšna je kakovost, koliko smo dobri pri načrtovanju, potem kakšna je relevanca, skladnost kmetijske politike, torej kako ukrepi naslavljajo cilje, torej s katerimi ukrepi poskušamo katere cilje reševati, potem kako potencialno te cilje tudi uresničujemo,
Potem, kako ukrepi vzajemno delujejo, ker je jasno, da recimo z enimi ukrepi vi lahko nekaj dodatno podprete, date, ne vem, naložbe mladim kmetom, potem date še recimo plačilo za mlade kmete v prvem stebru, to se v bistvu vzajemno pozitivno deluje, lahko pa v bistvu kontra delujete. Imate ukrepe, ki so okoljsko naravnani, hočete imeti pa, ne vem, prehransko varnost in tako naprej levo. Jaz sem torej tega kar precej. In predvsem smo hoteli tudi na koncu v bistvu pokazati ali pa ugotoviti, s kom se sploh kmetijska politika v Sloveniji ukvarja, kaj je tisto ključno. No in najprej okoli ciljev, kaj smo ugotovili, imamo jasno strukturo strateških ciljev, torej ta prvi korak je super, tle ni nobenega problema, vendar smo že v naslednjem koraku v bistvu malo zamučili, torej imamo zelo na ravni podciljev, operativnih, specifičnih ciljev, stvari niso zelo jasno predstavljene, ogromnih dokumentih se najde, prekrivajo se različne poimenovanja vrzeli. Torej, na strani potreb, kaj bi radi, še v bistvu nekaj vemo, problem je pa v bistvu na ravni ciljih. In v bistvu že to je prvi rezultat, da mi na podlagi tega ne moramo niti kakovostno ovrednotiti, zato smo si v bistvu naredili nekaj, kar mislim, da bo v veliko pomoč zdaj državi pri strateškem načrtovanju. Poskušali smo v bistvu ven izpostaviti, katere cilje in podcilje dejansko v Sloveniji sledimo in jih želimo imeti. In v bistvu smo tako naredili, da smo pregledali vse dokumente z rastrom in ugotovili, ok, tole je zapisano tam, to se lahko združi in postavi skupaj. No in potem smo tudi vzeli vse ukrepe na najnižji možni ravni, videli boste, da jih je 46, lahko bi šlo še naprej. Človek, ki to pogleda, ne more verjeti, koliko imamo v bistvu razvejano kmetijsko politiko, koliko je to enih ukrepov, lahko bi šli še bolj podrobno, ampak že to je zelo, zelo težko. In en ukrep smo vzeli, ki nima finančnih sredstev, ampak je zelo pomemben slovenski kmetijstvo, to je navzkrižna skladnost. No in ko smo cilje spravljali skupaj, smo jih postavili takole, to so zdaj 4 bloki. Prva je ekonomski del, odporna in konkurenčna proizvodnja, to pomeni, da so kmetije stabilne, da lahko obstanejo, da se razvijajo in tukaj je kar nekaj podciljev, kot je prehranska varnost, dohodkovni položaj, stabilnost dohodka, učinkovitost raba virov, torej koliko iz enega hektara pridelamo, z ene krave, z enega delovne sile in tako naprej, dostopnost virov, ali imamo zadost kapitala, zemlje, dela in tako naprej, verige vrednosti, kako so med seboj povezani kmetije, zadruge, cela agroživilska veriga in varnost hrane. To je prvi del. Drugi del je zelo znan, vezan na trajnostno upravljanje z naravnimi viri in javne dobrine, od podnebnih sprememb do dobrobiti živali. Potem tretji sklop smo prepoznali uravnotežen razvoj podeželja, kjer v Sloveniji hočemo v bistvu povečati ali ohraniti saj zaposlenost na podeželju, pomembno vprašanje, kakovost življenja, socialna vključenost nekaterih marginalnih ali pa skupin, recimo mladih, žensk, starejših in tako naprej. In seveda poseben horizontalen cilj, ki smo ga izpostavili zaradi tega, ker menimo tudi, da je to in tudi v dokumentih novih v Evropski uniji je tako postavljen, ustvarjanje znanja, prenos znanja, informiranost in obveščenost. To so bili naši ključni elementi, skozi katere smo proučevali in vrednotili kmetijsko politiko, pol pa so tukaj še ukrepi, ki jih poznate, prvi steber od navzkrižne skladnosti do šolske sheme, trošarine, zavarovalne premije, odškodnine, ves velik nabor razvoja podeželja z več kot 20 ukrepi, pa tudi nacionalni ukrepi, ki niso zanemarljivi, od strokovnih nalog, svetovalne službe, tistih ukrepov na področju veterinarstva, ki se dotikajo kmetijstva direktno in tako naprej. Torej, to so ukrepi, ki smo jih seveda zdefinirali, prikazali in potem povezovali z cilji. In kaj smo zdaj dobili ven? Najprej smo šli gledati, koliko so ti cilji povezani z ukrepi. Torej, na podlagi analiz dokumentov smo pogledali, koliko so potrebe jasne, koliko so cilji, koliko so ukrepi, ali so prisotnost indikatorjev
in poskušali pogledati, kje imamo to postavljeno in to ocenjevati v bistvu z številkami od 4 do 1, od tega, da intervencijska logika opredeljena le v sledovih, 4 pa pomeni, da v bistvu imamo tako, kot bi si, ne vem, nekdo predstavljal, da bi moralo biti, da imamo zelo jasno politiko, transparentno in tudi vemo, kaj hočemo in temu sledimo z ukrepi. No in ko smo potem to vrgli skupaj, to so pa zdaj vsi te 4 skupine temeljnih strateških ciljev z podcilji, ki smo se jih prepoznali prej, od prehranske varnosti do informiranosti in osveščanja, kaj lahko ugotovimo, nikjer ni ničle, torej da ne bi nič imeli v tej državi, seveda imamo, poskušamo to postavljati, je nekaj zapisanega, nekaj tudi, bom rekel, že kar delno prisotnega, skoraj že postavljenega recimo na varstvo voda ali pa na informiranosti, ampak v osnovi politika ni izpeljana do konca. Nam manjka zelo jasnih vizij, jasnih indikatorjev, kaj hočemo doseči. Še enkrat, to zdaj ni kritika slovenske kmetijske politike, ker lahko bi se zapeljali čez karavanke v Avstrijo ali na Madžarsko bi nekaj podobnega lahko ugotovili. Vse države so zdaj pred istim momentom, da namesto tega, da se pogovarjajo o tem, kdo bo kaj denarja dobil, pa da od tisti, ki je prej dobil, da se ga ohrani, da poskušamo s tem denarjem tudi nekaj narediti. In to je seveda največja sprememba, ki jo je evropska kmetijska politika sploh kadarkoli zastavlja. Zdaj, kakšen je zaključek? Torej, intervencijska logika delno oblikovana, ključne pomanjkljivosti so seveda, da ni številk, mi ne vemo, kakšen dohodek hočemo kmetu, kaj pri določenih sektorjih, kaj z malimi, kaj z velikimi in tako naprej. Nepreglednost, predvsem pri opredelitvi tudi potreb. Potem indikatorski del je v bistvu bolj tisto, kar Bruselj zahteva, kot da bi mi to res spremljali in da bi danes poročali, recimo jutri poročali, kaj smo dosegli v zadnjih 10 letih in kaj nismo. Ampak to je to. To je stanje, strateško načrtovanje obstaja, vendar doslej ni bilo zahteva in prioriteta kmetijske politike. Potem seveda vsak vpraša, kako se je pa pol denar delil. Ja, v bistvu imamo notri vgrajen en sistem, ki nas v bistvu je prijel kot klop. Slovenska kmetijska politika je prav tako kot evropska ukleščena v primež preteklih pravic. Torej, ko ti enkrat denar razdeliš, nekomu ga več ne moreš vzeti in tisti hoče naprej ta denar imeti, ne glede na to, ali je to, da ta denar dobi družbeno primerno, ali smo s temi evri kaj naredili, ali smo pa v bistvu samo imeli nek socialni političen mir. To je seveda zelo poenostavljeno, ni to čista vsa resnica, ampak če takole s profesorske ravni lahko gledaš, je to, da v bistvu prepoznati pri nas, v Franciji, in vsi imajo iste težave, v bistvu kako prebiti to osnovo. Mi seveda zdaj lahko rečemo z individualnega razmerja, seveda mora tako biti. Jaz moram mojih 10 000 ali pa 2000 evrov dobiti neposrednih plačil, kaj me brigajo drugi. Ampak ta denar je potrebno upravičiti in drugi bi nas morali prekleto brigati, ker mi ne dobivamo več denar, ker bi bili neki socialni prejemniki in tako naprej, mi dobivamo denar, ker moramo izpolnjevati določene družbene cilje. To bo trajalo 10-15 let, da se bo to naredilo, ampak začetek je vzpostavljen. Zdaj pri relevanci ukrepov smo pogledali, kateri meri ukrepi naslavljajo posamezne podcilje in v bistvu tle je zgodba zelo zanimiva. Ali imamo zelo ciljano politiko, torej ali recimo imamo recimo prehranska varnost, pa hočemo dejansko z določenimi primeri dvigant proizvodno, kaj pa je drugo prehranska varnost, kot dvigant proizvodno, da bi zmanjšali uvozno odvisnost, ali druga zadeva imamo pač, ne vem, probleme s potalnico, kako rešiti na konkretni lokaciji in tako naprej, ali pa problem malih kmetov, ki postajajo vse bolj pereč, kaj z njimi, kako jih rešiti, na kakšen način. Torej, ali je politika ciljana, rezultatsko naravnana, ali pa je razpršena. In seveda, to smo seveda ocenjevali, posamično
skupinsko, večkrat po neki Delfi metodi, da nihče ni preglasil, pa nihče ne bil pameten bolj kot drugi, smo iskali neko soglasje in v bistvu ukrepe skozi te 4 ocene postavljali. Ne naslavlja cilje do izrazito celovito usmerjen v cilje in kaj smo dobili? Zdaj sam upam, da bo delalo. Noče delati, ne morem vam odpreti, dobro, ko sem pa zamudil. Torej, je velika matrika, kjer so posamezni cilji, vsi ukrepi kmetijske politike in noter so številke, kjer so v bistvu te povezave in kaj smo ugotovili, kaj je v bistvu ta skupina evalvatorjev iz različnih inštitucij, tako vladnih, kot nevladnih, javnih in tako naprej, ugotovila, da so redki ukrepi, ki celovito nastavljeno, pa pazite, to ni greh, to je ugotovitev. Torej, mi smo do zdaj poskušali z različnimi ukrepi ciljati na različne cilje, razpršeno. Torej, dajati neko osnovno plačilo, pa s tem dosegati vse mogoče. Od učinkovitosti do okolja in tako naprej. Primerov je zelo veliko, nekateri so redki, torej ukrepi naslavljajo, recimo osnovno plačilo, dohodkovni položaj, zeleno plačilo nekaj, OMD nekaj in tako naprej. Nekaj jih je še, ampak potem, ko smo šli pa v naslednjem koraku gledati, ali so ta isti ukrepi pa dejansko uresničili stvari, torej zagotavljali določene spremembe, potem je pa prišlo do spremembe, torej smo tudi to počeli, rezultate bom pokazal, torej eno smo, kaj piše v dokumentih, kaj bi naj ukrepi poskušali dosegati, potem smo pa poskušali oceniti, kaj pa dejansko. Zdaj boste rekli, kako ste pa to merili. Seveda, problem pri teh stvareh je, da je zelo malo podatkov in da se ne da tako eksplicitno znanstveno z statistično signifikantnostjo tole oceniti, da se pa v bistvu ugotoviti, kaj ljudje mislijo o tem. In seveda morajo to tako razložiti, da so to argumenti z neko logično analizo in seveda smo prišli do določenih zaključkov in tukaj so zdaj tudi rezultati in kakšni so rezultati pri temle, da prvič so šibko rezultatsko naravnani in predvsem, da če mi mogoče še naslavljamo cilje zelo natančno, potem, ko gledamo na njihove dejanske učinke, vidimo, da politika, torej ukrepi, niso zelo učinkoviti. Razlogov je zelo veliko, predvsem to, ker so zelo razpršeni, malo je sredstev, ciljamo na veliko, tako kot da bi, a veste, po škropu z škropilnico pa hotel v bistvu vse s tem dosegati. Torej, manjka nam v bistvu fokusiranost, sredotočenost na rezultate. In zdaj, seveda, nekateri ukrepi so zelo šibki, kot je zeleno plačilo, predvsem tudi ukrepi na okoljske cilje vezani. Imamo pa zanimivo, s tem, ko je toliko sredstev, kljub vsemu v sredstvu, imamo pa tudi recimo posredno zanimive učinke, recimo zaposlenost na podeželju smo ugotavljali, da v bistvu zelo malo direktnih ciljev nimamo, ampak ker je toliko sredstev vloženih v neposredna plačila, v okoljske programe in tako naprej, bi bilo zelo slabo ali pa bi bilo narobe ocenjevati, da nimamo pozitivnih ciljev v tej povezavi. No in zdaj, da še pokažem rezultate analiz, torej tukaj je relevanca, torej kaj piše v dokumentih, te cilje, ki naslavljajo, ukrepe, ki naslavljajo cilje in potem učinke. Modro pomeni ni relevantno in vidimo, da pri ekonomskih prvem stebru, torej dohodkovna stabilnost in tako naprej, imamo zelo malo, bom rekel, nerelevantnih ukrepov, poskušajo dosegati vse, vendar je zelo malo tudi takih, ki bi bili celovito usmerjeni. Če gremo potem na učinke gledati, pa v bistvu izrazito močni neposredni vplivi takih ukrepov v bistvu nimamo, ki bi dejansko premikali stvari, kar se ekonomskega položaja kmetov tiče, dohodkovne stabilnosti. Saj to vsi govorite, mi smo samo poskušali to v številke spraviti. Pri drugih ciljih, okoljskih, podeželskih pa pri znanju, seveda je bolj ciljno usmerjeno, ampak tudi tukaj
ni tako izrazitih, bom rekel, učinkov in tudi ni naslavljena. Torej, pazite, to je legitimno, to ni nič narobe. Tako smo se odločili, to je pač tako postavljeno, tako vodeno. So pa tukaj prav pri teh ciljih največji razkoraki med tem, kar hočemo, torej prehranska varnost, dohodkovni položaj, dohodkovna stabilnost, predvsem pa učinkovita raba virov in kaj pol iz tega dosegamo. No in potem smo za konec, pa bom nehal pol s temi grafikoni mučati, še poskušali dejansko pokazati ali pa na nek način kvantificirati, opredeliti, kaj dejansko počnemo, kaj je prioriteta slovenske kmetijske politike. Kako smo to naredili? Prej smo imeli ocenjene vplive, torej ukrep, osnovno plačila vpliva na to, ali s faktorjem 1, 2 ali 3, odvisno kako močno vpliva. Potem smo pa še dali denarje zraven. Torej tehtali za dejanskim denarjem za te zadeve in to pomeni celoten vpliv, ker ga kmetijska politika dela, celoten pomen kmetijske politike in tukaj seveda ugotovimo, da je 60% vse politike usmerjene v odporno in konkurenčno proizvodno, kar je seveda pričakovano, bistveno manj je v okolje, v podeželje in v znanje. Taka je zdaj v bistvu dejanski relativen pomen zadeve, ne glede na to, da je v bistvu imamo trajnostne cilje, torej bi moralo biti malo bolj uravnoteženo, ampak recimo taka je odločitev, tako grejo sredstva, tako se vplivi dogajajo. Zanimivo je tudi, da posredni učinki dvigujejo učinkovitost ukrepanja na nekaterih področjih, ki sploh niso tako v visoki prioriteti. No, če zdaj zaključim ta del, kakšno kmetijsko politiko imamo z veliko ciljev in z velikim nizom ukrepov, ni dovolj strateško domišljena, pomanjkljiva intervencijska logika, predvsem imamo težave z definiranjem potreb, kaj dejansko hočemo, kaj ne rešujemo, sistematsko ne spremljamo doseženega in predvsem smo usmerjeni v razdelitev sredstev v zgodovinske pravice. Torej, če vsaka kmetijska debata, na kjeremkoli organu je predvsem v tem, kdo bo dobil denar, zakaj bo dobil denar in kako. Zanimivo je, da so ekonomski sektorski cilji prioriteta, ampak če temu res, kaj smo s tem dosegli? Imamo razvoj kmetijstva, imamo pa nimamo. Torej, zagotovo bi lahko bilo slabše, resursi so ohranjeni, ampak nekih prebojnih elementov, razen v posameznih primerih, seveda nimamo. O šibkosti socialne in okoljske dimenzije sem govoril in v bistvu se zelo zanimivo tudi odraža, da vse teorije, vse prakse kažejo, da kmetijstvo napreduje tam, kjer je dovolj znanja pri kmetih, ampak mora tudi odkot to znanje priti, se to seveda odraža tudi v prioritetah. No in da počasi zaključim, torej kako naprej, tukaj smo izdelali, tule smo izdelali potem dileme po posameznih ciljih in v bistvu glih kontrdele, kakor smo zmeraj. Torej, ko smo se v Sloveniji pogovarjali o kmetijskih politiki, smo se pogovarjali to proizvodno vezano plačilo ali to. Temu kmetu ali temu. Nikoli se nismo vprašali, kaj hočemo doseči. In mi bi radi to spremenili, da se najprej začnemo ukvarjati, kaj želimo doseči in smo potem po teh 18 ciljih postavljali v bistvu neko logiko, iskali, ocenjevali stanje in poskušali neke predloge dati, da bi bila osnova za nadaljnjo strateško načrtovanje. Seveda nimamo časa vse iti, tudi verjetno sociala, okolje vas manj zanima, to sem pa izpostavil, predvsem ekonomske cilje. Kajti dejstvo je, da tako naprej, torej mi v bistvu imamo možnost, mi se lahko strateško isto politiko, ki imamo zdaj, samo na novo zapakiramo in Bruselj bo rekel, se to je vaša stvar. Jaz mislim, da bi bila to usodna napaka. Usodna napaka in v bistvu odgovornost naših generacij v vseh organih, od zadružne zveze do kmetijskih šol. V bistvu naša politika je na nek način zastarela, premalo učinkovita, preveč denarja trošimo neučinkovito, zato je treba v bistvu začeti to debato. Jasno je, da čez noč tudi nima smisla spreminjati, nobene revolucije, ampak moramo v bistvu videti kam,
analizirati učinkovitost, dograditi podatkovne sisteme in v bistvu postaviti te stvari. In tukaj je v bistvu ta ključna zadeva. Ne. Jaz mislim, da se tu Evropa lomi, pa tudi pri nas, torej, kaj je zdaj strateško načrtovanje. A to vprašaš deležnike, prideš na eno mizo, okroglo mizo, pa reče, zdaj pa vi povejte, kaj bi radi. To ni politika. To v bistvu, a veste, to bo ljudje, ki se morajo s tem ukvarjati, morajo to razumeti, morajo imeti analitične podlage in je treba razviti logiko, imeti podatke, ugotoviti, kaj bi rad. Ko pa to imaš, je pa nujno, da gre to čez preverjanje deležnikov, kajti to politika je na koncu za zadružnike, za kmete, za okoljevarstvenike in pač za vse deležnike kmetijske politike. Torej, rabimo v bistvu najprej postaviti osnovno logiko in potem iti in seveda poglejmo naokoli in seveda oblikujmo primerno tudi institucionalno ureditev, to pomeni, postavimo nek bolj, bom rekel, tudi analitično demokratičen sistem. Torej zdaj, če pogledamo po posameznih ciljih, pa samo te ključne, zdaj se bojo zadruge predstavili, Irena Vrčkovnik že trenira tam zunaj, sem jo videl, to so bistveno pomembnejše stvari, kot da vam jaz težim tlele za kmetijsko politiko na ta način, ampak dajmo za konc poskušati v bistvu nekaj reči, da vidite, da v bistvu ne govorim ali na pamet ali pa kar neko abstraktno zadevo. Torej, prehranska varnost, vsi je imamo polna usta, javno mnenje govori o tem, da je to ključna zadeva v slovenskem kmetijstvu. Torej, kaj imamo? Je v bistvu stagnacijo. Prišli smo do enega nivoja, proizvodnja ne raste na agregatni ravni, pri nekaterih sektorjih imamo krizo, hvala Bogu jih ni veliko. Jaz mislim, da sta samo prašičereja pa predelava krompirja sta, bi rekel, strateških danosti nekoliko problematična. Kar pa je problematično z vidika prehranske varnosti je pa to, da v bistvu nam, in to vi zadružniki zelo dobro veste, ker tudi sodelujete, pri tem pa to ni nič slabo, samo z vidika nacionalnih, bom rekel, interesov in države pa malo vprašljivo, je v bistvu, da nam najboljša roba, najboljše meso, najboljše mleko, od najučinkovitejših predelovalcev gre ven z države, noter v državo pa prihaja, kar prihaja. Uspešnost ukrepov, če ukrepi niso ciljani in jih niso, mi v bistvu sploh nimamo konkretnih ukrepov za prehransko varnost, torej za temeljni cilj kmetijske politike. Osnovno plačilo, ki zahteva ekstenzivira dati za to, če imaš plačilno pravico denar, to ne spodbuja prehranske varnosti. Torej, s tako politiko ne dosegamo, predvsem jaz mislim, da je zelo jasno, da se prehranska varnost lahko dvigne tam, kjer se kmetijstvo poveže, to je že so kolegi pred mano, kolegica pred mano govorila, torej ko postavimo močno zadružništvo, močno vertikalno organiziranje, vse to vsi govorimo, ne? Ampak nekaj pa ne govorimo ali pa premalo. Mi še zmeraj zaostajamo v učinkovitosti. Koliko iz enega hektara, kot od enega človeka, nočemo o tem govoriti, nočemo se sprijazniti s tem, da v bistvu zaostajamo pri učinkovitosti virov in seveda tukaj je zelo velik faktor znanje, samo znanje lahko postavi kreativne rešitve in tako naprej. In to znanje kmeta, končnega uporabnika. No. Torej, kaj narediti, če je to ostane cilj, predvsem jasno izpostaviti, da je razvoj ključen, kam, da moramo v bistvu povečati proizvodnjo tam, kjer smo ekonomsko uspešni in to lahko naredimo s skupnim delovanjem agroživilstva, pa večjo usmerjenost ukrepov. Dohodkovni položaj, doseženo, če pogledate, jutri vam bo kolegica Marjeta Pintar z Kmetijskega inštituta to predstavila, kot vsako leto, ne, to pač imamo letne maše, torej ekonomski račun zelo lepo kaže in to je zelo kvaliteten podatek, to, če imamo kaj dobro izračunano je tole, tle so kolega Rednak je pustil sled, torej kaže, da je na agregatni ravni dve stvari, da dohodek, če odštejemo vpliv slabih letim, bolj ali manj ne rase, tržne pridelave ne povečujemo in drugo, da slovensko kmetijstvo postaja usodno odvisno od podpor, ki se jih vidi, kmetje nočejo, ampak tako pač je, brez tega ne gre. Kar pa je pol en korak naprej, pa več nič ne vemo. Ali gre mlekarjem boljš k sadjarjem, ali so večji, manjši Štajerci, Korošci, te slike v bistvu nimamo
in je v bistvu tudi zaradi vas noče noben spostaviti. Zakaj ne? Ker se mi kmetici bojimo davkarije, in torej zaradi tega nočemo nobenih podatkov spravljati, če jih pa že te podatke lovimo, je pa zaradi drugih stvari. Zdaj sem bil zelo grob, pa se opravičujem zaradi tega. Zelo pomembno vprašanje pri dohodku je tudi ta nepravična razdelitev podpor. Tudi v Sloveniji mali kmetje dobijo zelo malo, tudi mi bi morali začeti razmisliti o univerzalnem dohodku na prebivalca, na kmeta, ampak to je seveda zelo heretično. Večji si, več dobiš, ker kao več delaš, to je seveda res, vprašanje pa, če več rabiš. In nihanja cen, dohodkovna stabilnost so delno kompenzirana, hvala Bogu imamo neposredna plačila, da saj nek dohodek na kmetije pride, je pa vprašanje. Torej, uspešnost ukrepov, ti podpor zavira razvoj, definitivno ta neposredna plačila, kot so, ne bodo dvignila do nedohodka, ker na bistvu kmeta navajajo to, da čim manj proizvaja. Proizvodna vezanost, to je pač ideološko bilo zelo zanimivo, ampak vidi se, da razen tako, ko je bilo pri beljakovinski strošnosti, da to ne vpliva dejansko na proizvodno. Fajn se sliši, ampak v bistvu te povezave, vsaj pri teh sredstvih, če bi bilo več sredstev, pa drugače definirano, seveda bi bilo drugače. In seveda velik problem je v slovenskem kmetijstvu, nimamo sodobnih ukrepov upravljanja s tveganji. Torej, če imamo kaj za razmisliti, ampak ne mi, cela Evropa je tukaj na tem področju. A veste, pri okolju se bojo stvari poštimale, bojo prišli pa bojo rekli, če hočeš kmetovati, tako bojo pravila prišla, se bojo pogoji upoštevali tako naprej. Kako pa dohodek izboljšati? Kako izboljšati ekonomski položaj kmetov in tisti, ki so razvojno sposobni, kako tudi tiste šibke skupine upoštevati, je pa seveda druga zadeva. Tu je zdaj zelo velik problem, koliko tega bo dopustila nova skupna kmetijska politika. Tega pa ne vemo točno, ali bodo tukaj v bistvu vse ostalo tako, kot je, in v bistvu države ne bodo imeli velikega manevra, to je seveda druga stvar, ampak tu je kar nekaj predlogov, od poenotenja plačil, odprave plačilnih pravic, ker čisti birokratizem, nadgraditev plačil podporo, stabilnosti dohodka in tako naprej. Še učinkovitost rabe, bom pa počasi zaključil, torej učinkovitost predelave, velik problem. Mi imamo recimo mi imamo odlične proizvajalce, ki hodijo Avstrijci gledati, po posameznih sektorjih, ampak agregatno, vsa skupina skupaj, je pa še zmeraj zelo zaostajamo v povprečju, ali pa predelamo manj, pa z večjimi stroški in potem kmetom tudi manj ostaja. Se ta učinkovitost predelave ni zaradi tega, ker se en profesor nekaj zmislil, da je treba imeti pač take predelke pa take stvari. V bistvu zgodba je v tem, da kmetje bodo več imeli od tega, če bodo znali bolj stroškovno učinkovito, če bodo imeli večje predelke, da bo logika stvari postavljena. Tukaj imamo rezerve in o tem premalo hočemo govoriti. Potem imamo pa na drugi strani dostopnost virov, kjer smo veliko naredili, brez te kmetijske politike mi ne bi imeli ohranjene poseljenosti, vsaj v nekem meri, čeprav recimo v zahodni Sloveniji je to zdaj že postaja vprašljivo, ampak tako generalno gledano, delovno nasilje, imamo še zmeraj ogromno kmetov, ki so še noter, ampak zdaj se moramo v bistvu odločiti, kako naprej, s kom naprej kmetovati, vsi ne bojo mogli, vsi viri ne bojo mogli ostati, torej treba je začeti stvari usmerjati, ali pa naprej jamrati, pa stvari grejo pač svojo pot, krivi so pa potem, tako, kot smo prej slišali mlade, ki seveda ne znajo artikulirati drugače, država, pa minister, pa tako naprej, v bistvu pa vsi mi smo krivi, z celim našim sistemom, taki, kakršni smo. Torej, kaj narediti, predvsem razmišljati o tem, kako dvigniti učinkovitost predelave, kako izboljšati predelke, znižati stroške. Jaz sem že lani tu govoril, še enkrat ponavljam, analizirali smo prirejo mleka na 2 območjih, Pomurju kmetije z 100 evri pokritja na kravo, pa s 1000 evri, na Gorenskem z 300 evri, pa z 1400 evri, to v letu, ki so bile slabe cene, ki je zdaj za 20-30% več. Torej, predstavljate si, kakšna razlika je to, če množite ta denar številom krav, ali si totalni revež, pa nimaš za burek, ali pa v bistvu ne bom rekel, da dobro živiš, ampak saj lahko živiš od tega. In to je osnovni rezultat, ni bila politika, je bila zato, ker je bila krma preslaba, slaba veterina, torej slabo zdravstveno stanje, neznanje,
in tako naprej, za kreditiranost in da ne bom naprej govoril. Torej, govoriti je treba ljudem tako, kot stvari so. Končam z verigami vrednosti. Mislim, da je to ključno, zadružništvo je zelo pomembno. Mi imamo sicer zelo dobro se vzpostavljajo lokalne verige, mislim, da so tudi tle bil napredek, ampak na drugi strani nam pa agroživilske verige, ta velike nacionalne, so šibke, niso nacionalno integrirane. Tukaj moramo narediti in tukaj nam kažejo in Italijani in Estonci, to sem tudi že večkrat govoril, kako v bistvu država poskuša pol spraviti skupaj. Kmete, zadruge, mlekarne, vlagati v cel sistem. Ker zdaj mi vlagamo v kmeta, potem en kmet propade, drugi ne, ta prodaja tam, nismo nič naredili. Rabimo v sisteme, ampak tu imamo težave in ne samo s tem, kako dizajnirati, kako ukrepe postaviti, ampak tudi, ali so kmetje pripravljeni, bom rekel, skupno delovati, ampak brez tega tako ali tako ne bo. Evo, zaključam. Slovenijo čaka tretja korenita sprememba kmetijske politike po osamosvojitvi, najprej bila osamosvojitev, potem smo šli v EU, zdaj pa tole. In če ne bomo nič naredili, potem je težava. Doslej smo sledili drugim in v tem bili sorazmerno uspešni, sedaj je vse na nas, vse to velja za Slovenijo kot tako v celoti. Pomembno je, da se spreminja družbeni položaj kmetijstva. Kmetijstvo postane ne zgolj pridelava hrane, ampak še vse kaj drugo. In imamo seveda zelo močan tehnološki razvoj, spremembe tehnologij, informatiko, digitalizacijo in tako naprej. Torej, odgovornost za razvoj je stvar vseh nas, tako inštitucij kot posameznikov, pa zahteva spremembe najprej v glavah. Mislim, da moramo izrazito izboljšati delovanje javnih ustanov vseh, z moj ured, interesnih organizacij, torej, kjer morajo počasi skupni interesi biti dejansko izpostavljeni pred posameznimi, prevečkrat posamezni interesi determinirajo nacionalni interes in zato rabimo in politično voljo in skupno delovanje. Jaz mislim, da smo zreli za to, jaz se bom z zadnjimi močmi boril za to, dokler pač še me kdorkoli kdo posluša, ampak vem, da je tudi v Sloveniji kar precej še kadra in ljudi, ki so to pripravljeni početi, ampak verjeti moramo v skupno, verjeti moramo v to, da smo sposobni in nehimo, sem kot rekel, nehajmo jamrati, ampak to je že nekdo rekel, pa ni bilo najbolj sprejeto. Hvala lepa, da ste zdržali.